malo počakali in hkrati lep pozdrav vsem, ki ste ponovno z nami in tudi tistim, ki ste se nam pravkar pridružili na tej okrogli mizi. Če smo na prvi današnji okrogli mizi govorili o meniju prihodnosti in o agroživilskih inovacijah in alternativnih virih in načinih prehranjevanja, bomo zdaj naš pogled usmerili na nekoliko bolj globalno, sistemsko raven, na naš prehranski sistem od polja, kurnika, morja pa do krožnikov. Z znanstvenicami in znanstveniki se bomo pogovarjali o okoljskem odtisu in omejitvah pridelave in predelave hrane, o varnosti, kakovosti, sledljivosti hrane in potrebnih sistemskih spremembah. Z mano so danes doktorica Ana Oberlindner, raziskovalka na odseku za katalizo in reakcijsko inženirstvo Kemijskega inštituta, dr. Žiga Malek, raziskovalec na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, doktorica Nives Ogrinc, raziskovalka na odseku za znanosti o okolju Instituta Jožef Stefan, izredni profesor dr. Luka Juvančič, agrarni ekonomist in profesor ekonomike naravnih virov na Biotehniški fakulteti v Ljubljani in pa profesorica doktorica Katja Vinter-Mali, redna profesorica in predstojnica oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Dobrodošli vsi, hvala, da ste danes z nami. Pogovarjamo se torej na dan ekološkega dolga za Slovenijo, ko smo v državi že porabili vse vire in ekosistemske storitve, ki jih lahko Zemlja obnovi v enem letu. Ekološki vtis Slovencev je tolikšen, da če bi vsi na svetu živeli kot mi, bi potrebovali 3,4 planeta velikosti Zemlje, da bi zadovoljili svoje potrebe po naravnih virih. Doktorica Katja Vinter-Mali, kako trajnostna oziroma netrajnostna pa je naša raba okoljskih virov na globalni ravni in kaj kažejo raziskave o planetarnih omejitvah in kako k temu prispeva tudi trend pridelave hrane in na nek način, kako daleč smo še od ciljev trajnostnega razvoja. Najlepša hvala. Pravzaprav ste kar sami že odgovorili na vprašanje, še zelo daleč smo, oziroma vse kaže, da se kar nekoliko oddaljujemo. Če najprej se dotaknem vašega vprašanja glede ciljev trajnostnega razvoja, drugi cilj trajnostnega razvoja se nanaša prav na odpravljanje lakote, na zagotavljanje prehranske varnosti. In prav v tem segmentu smo se žal v zadnjih letih odmaknili od cilja z množice razlogov, ki jih bomo verjetno danes naslovili. Ko pa ste omenili ekološki vtis, gre za enega izmed dveh konceptov, ki skušata opredeliti, v kolikšni meri se približujemo, oddaljujemo od planetarnih meja oziroma drugače povedano od nosilnih zmogljivosti planeta. Pri ekološkem vtisu ste že sami povedali in hrana igra veliko vlogo pri ustvarjanju ekološkega vtisa. V Sloveniji denimo, ker je ekološki vtis seveda sestavljen iz različnih produktivnih površin na kopnem in v morju, ki zagotavljajo vse vire za vzdrževanje našega življenjskega standarda. Če pogledamo za Slovenijo, seštevek obdelovalnih površin, potem ribolovnih območij in pa pašnih površin prispeva nekje 20% ekološkega vtisa. Seveda pa v to ni vštet potem še transport, se pravi poraba fosilnih goriv in tako naprej. V svetu je ta delež celo nekoliko večji, za nekaj odstotkov. In glede planetarnih meja, drug koncept, to zadevno je zelo znanih avtorjev Rockströma, Stefna in ostalih, ki so ravno lansko jesen izdali novo poročilo, v katerem so prvič skušali kvantitativno opredeliti preseganje oziroma našo oddaljenost ali približevanje planetarnim mejam. Gre pravzaprav za 9 sistemov na Zemlji, 9 procesov, ki vzdržujejo stabilnost delovanja planeta oziroma zagotavljajo odpornost, zmožnost prilagajanja na spremembe. In kar za 6 od 9 ugotavljajo, da smo jih že presegli. In zdaj, če pogledamo samo teh 6, to je področje podnebnih sprememb, področje biotske
pestrosti oziroma oni govorijo o celovitosti biosfere oziroma če pustimo terminologijo ob strani, potem je tukaj so spremembe rabe tal oziroma krčenje gozdov, spet eden glavnih dejavnikov kmetijstvo. Potem so tukaj še sami vodni viri, njihova razpoložljivost, variabilnost in zagotovo sem še kakšnega pozabila, ampak pri prav vseh igra kmetijstvo zelo pomembno vlogo. Toliko na kratko. Koncepti so pa zelo obširni. Najlepša hvala. Doktor Žiga Malek, v kakšnem svetu pa se trenutno nahajamo, če nam lahko malce orišete ta kontekst, kateri so torej ključni izzivi našega človeštva v kontekstu hrane in pridelave hrane, oziroma kot pravi naslov današnjega omizja, kaj smo si zakuhali? Ja, najprej hvala za vabilo. Mislim, smo si zakuhali, vsaj v Sloveniji, pa v Evropi, neko, bi rekel, kar eno okusno jed, ki ima zelo veliko nekih živil živalskega izvora, pa prevelika je, tudi ni dobra za naše zdravje, istočasno pa za mizo sedijo ljudje, ki nič nimajo tega oziroma so lačni. Mislim, da je nekje med 700 in 800 milijonov ljudi še vedno podhranjenih, večinoma so to otroci. Nekak trend se je zmanjševal, zdaj se je pa spet povečal zadnja leta, kar je sploh žalostno in to je eden večjih izzivov. Vidimo pa, da je še veliko večji delež, veliko večja številka ljudi, ki pa prekomerno jejo in to lepo kaže, da po eni strani imamo, po domače rečeno, se nažiramo, po drugi strani pa ljudje ne dobijo dovolj hranil. In mi smo, če si priznamo ali pa ne, Slovenci, predvsem pa, ker smo kot del neke Evrope, del tega nepravičnega sveta. Zdaj seveda odvisno, kako se to pogleda. In zdaj tukaj jaz ne bi izpostavljal nekaj posameznih kmetov, ampak vemo, da kakšen sistem imamo, ki je javno podprt. In ta sistem je nekako temelji dolgo na tem, da moramo zadovoljiti oziroma pridelati čim več na nekem omejenem prostoru. In mislim, da nameni so bili seveda dobri, ne bi zdaj rekel, da smo se z nekimi slabimi nameni vsega tega lotili. Je pa jasno, da zdaj ta sistem ne služi več svojemu namenu. Če samo pogledamo, da kaj se dogaja z okoljem tako v Sloveniji, po svetu in pa istočasno, da mnogi ti argumenti za zagotavljanje prehranske varnosti ne veljajo več, ker Evropa izvozi 10% govedine, izvozi 10% svinjine in tako naprej. Tako da se vidi, da imamo do neke mere morda predimenzioniran sistem v Evropi, ki na veliki meri pa temelji na vnosih iz drugod. In to se zdaj vidi posebej ta tretji izziv, se pa drugi bil ta okoljski, tretji pa ta trenutna podnebna realnost. Bolj, ko smo zahtevamo več različnih vnosov in pa tudi končnih živil iz drugih koncev sveta, bolj smo izpostavljeni raznim geopolitičnim, bi rekel, šokom, še bolj pa podnebnim razmeram. In to se sedaj vidi. Zdaj morda se o tem ne govori tako direktno, ampak potem pa, če greste na kak kmetijski sejem, se pa tam sliši, se govori, kako tudi slovenski kmetje trpijo, ker je suša tam, ker je prišlo do prekinitev raznih, bi rekel, dobavnih verig, ker so zrasle cene in drugi konci sveta in vse je tako zelo povezano, da se ne moramo več pretvarjati, da smo mi izolirani. Tako da bi rekel, da so te tri, se pravi ta neenakost in nepravičnost, okoljska kriza in pa podnebna realnost in trenutni sistem, mislim, da nekako globalno gledano, mogoče za naš Evropejce dober, ni najboljši. Se upravičujem, malo si bomo morali podeliti tale mikrofon. Najlepša hvala za vaše misli, dr. Malek. Dr. Luka Juvančič, trditve, da bi lahko rešili vse težave globalnega segrevanja samo z ukinitvijo živinoreje so gotovo pretirane. Pa vendar, kakšen bi bil lahko bolj trajnostno naravnan prehranski sistem prihodnosti in ali je, recimo, če malo po domače vprašam, ali je ekološko bolj potraten avokado, ki ga pripeljajo iz, recimo, Latinske Amerike v Evropo ali pa lokalno pridelano govedo? Ja, hvala lepa. Tudi jaz se zahvaljujem za vabilo. Ja, iztočnica ukinitev živinoreje je seveda večkrat provokativna, niti jaz prejšnjega izvajanja nisem tako razumel, je jasno, pretirana sploh, kar se tiče na vaše vprašanje, kakšen prehranski sistem graditi. Vedno moramo graditi na kontekstu, v katerem smo. Vemo, kontekst slovenskega sistema proizvodne hrane se začne pri kmetijstvu, se pravi 8 arih njiv na prebivalca, kar ni spet tako, da bi neko dramo zganil. Vsej Belgijci, Nizozemci, se pravi Združeno kraljestvo, se pravi pomembne predelovalke hrane so na istem. Hkrati, ja, 58% trajno travinje, to zelo determinira pravzaprav naše možnosti in zmožnosti.
Tako da pač tukaj reja preživkovalcev je eno, kar poštejemo delu kmetijskih površin Slovenije, realnost, če hočemo v teh površinah pridelovati hrano. Ne. Ja, zdaj to seveda ne pomeni, da izboljšave niso mogoče in da pač se nismo nekje malo zaplezali. Smo se. Ne. In ja, kar se tiče intenzivne živinoreje, kar se tiče velikega obsega površin, tudi recimo pač koruza kot glavni posevek, ne, zelo izpostavljena klimatskim spremembam. To so neke realnosti, ki niso dobre, ne, niso optimalne. Tukaj se pravi sprememba kolobarja, sprememba posevkov, več metulnic, potem čist neke dobre prakse, ki se nanašajo na gospodarjenje z živinskimi izločki, se pravi zmanjševati toplogredne pline, pač povečevati vnos hranil v tla, ne, so vse ne take normalne prilagoditve, ki nekako smo malo pozabili na nje. Ne. Če se pravi čist, bom rekel, tega tehnološkega posodabljanja brez nekih velikih žrtev, če hočemo to tako gledati, ne, vse to je še mogoče. Ne. Druga zadeva, sploh v kontekstu našega kmetijstva, ki je vendarle tudi, če gledamo uspešne zgodbe, ne, so v glavnem vse take malo nišne, malo butične, v velikem, se pravi, k dodajanju vrednosti moraš dodati zraven zgodbo, ne, in tukaj noter pravzaprav še posebej tukaj, ne, bom rekel, dobro gospodarjenje za naravo, za pač, če hočete, krajino, ne, in za proizvodno hrane nista v antagonizmu, ampak gresta eden zraven drugega, ne. Tako da, in tudi nasploh, tudi ko gledamo, nekaj smo tudi raziskovali na to temo, energijske analize, recimo delali mlečnega sektorja, smo tudi pač probali, smo pokazali, kako je tale antagonizem, v katerem slišimo, okoljski cilji, ekonomski cilji v kmetijstvu, da ne grejo skupaj, ne. Je pa pač treba nekaj vložka znanja in poguma. Avokado, ne, ste rekli, pa goje meso. Se pravi, hvala lepa, mislim, to je, ja, izbrali ste 2 rekorderja, ne, tako da both are pleading guilty, kako bi temu človek rekel, ne, pa vendarle, pač malo ste me izvali, tole sem zvedel naprej, ne, za tele 2, pa sem malo pogledal LCA, ne, se pravi za proizvodnjo avokada iz Južne Amerike, Mehika recimo, ja, CO2, 1,38 kg CO2 na kilo avokada, 750 litrov vode. Ne. Še vedno, če primerjamo to z lepo sočno krasno slovensko govedino, ne, faktor 15, faktor 20. Ne. Tako da, če bi gledal zgolj to, zdaj pač lahko bi rekel, primerjamo jabolka in hruške, hranilna, bom rekel, čista, ali pa struktura hranil, ne, popolnoma različna, ampak ne bi v tem preveč, ker potem bi šel se primerjati s kakšnim fižolom ali pa kaj tako, pa bi jo govedina še slabše odnesla. Ne. Tako da tukaj so pač rezultati tovrstnih meritev precej jasni in očitni, ne povejo pa čisto vsega. Ne. Liter vode v Sloveniji ali pa liter vode v Mehiki, ne, tamle pač malo zahodno sredet Meksika je razlika. Ne. Je monokultura, se pravi, ki je nastala z izsekovanjem gozda, ne, in se pravi, ki, bom rekel, tudi neke tradicionalne vzorce hrane, prehrane prebivalstva tam spremeni, milo rečeno, ne, sta 2 taka skrita stroška, o katerih mi ne razmišljamo, ne. Nista všteta v pač ceno te hrane, ne, in to je naš izvozni artikel, nas Evropejcev, ne. Uvažamo avokado, izvažamo probleme. Tako da, ja, in tukaj, ko iščemo, se pravi, optimalne rešitve, ni tisti, ki prodaja win-win rešitve, ki so enostavne. Ja, je zelo uspešen sodoben politik, ni pa tako, v katerega bi jaz pač kot državljan imel zaupanje. Toliko, hvala.
Eden od temeljev trajnostnih prehranskih sistemov prihodnosti pa je tudi varnost in kakovost hrane. Doktorica Nives Ogrinc, kakšni pa so izzivi in problemi našega globalnega prehranskega sistema z vidika prehranske varnosti in kakovosti in kako varna bi lahko rekli, če lahko o tem govorite, je hrana v Sloveniji? Najlepša hvala za povabilo. Ja, jaz bom že tako na začetku povedala, da se bom osredotočila na kemijsko varnost, ker se s tem tudi ukvarjam. Seveda s trženjem hrane tržimo tudi njeno varnost, in globalno gledano v bistvu vsi proizvajalci sledijo evropski zakonodaji, živilski evropski zakonodaji, zato tudi predpostavljam oziroma je jasno, da je evropska hrana varna. So pa seveda tudi vsaka država ima tudi svoj urad, ki preverja varnost hrane, v našem primeru Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki seveda izbere tudi določene izdelke na tržišču in preverja njihovo varnost, seveda v skladu z njihovo strategijo, z njihovimi seveda tudi finančnimi sredstvi, in potem te izdelke pošilja v referenčne laboratorije, nacionalne referenčne laboratorije, ki imajo seveda tudi akreditirane metode, kar pomeni, da imajo validirane metode in tudi robustne metode in tudi primerljive metode z ostalimi laboratoriji, kar pomeni, da potem na podlagi tega sigurno lahko rečemo, da so rezultati zanesljivi in na podlagi tega ugotavljamo, ali je določen, če je hrana res varna oziroma zadostuje v bistvu zakonodaji, ki jo imamo. Zdaj tukaj je zelo pomembno, da hrana ne sme vsebovati, bom rekla, zakonodaja je precej ostra, hrana ne sme vsebovati rakotvornih in pa genotoksičnih spojin, v tem primeru recimo, vsekako ne sme, kot en primer, če lahko samo omenim, je recimo etilen oksid, pri drugih spojinah je pa tako, da določamo določene meje, ki jih lahko dosegamo ali ne, kot če samo omenim za pesticide ali pa za fitofarmacevtska sredstva, se postavijo določene meje, ki jih pač živilo ne sme presegati, Te meje so določene na osnovi dobre kmetijske prakse, lahko so pa tudi določene na osnovi toksičnih eksperimentov, In seveda, zdaj, če sem že omenila recimo pesticide in fitofarmacevtska sredstva, želja je bila, da bi se te zmanjšale za približno 50%, to je bila želja do leta 2030, ampak ta želja je padla v vodo, zato ker države niso sprejele te strategije, ker je to seveda nemogoče, Tako da ostajamo še vedno na tej mejni ravni, bom rekla, ki jo pač določeno živilo sme presegati ali pa ne. To je samo seveda en primer, recimo od pesticidov in pa od fitofarmacevtskih sredstev, so pa še druga seveda, to je samo v primeru, Doktorica Ana Oberlindner, vi preučujete uporabo materialov iz narave za proizvodnjo trajnostnih produktov in pri tem se nekako osredotočate na embalažo. Kako pa znanost in inovacije na področju biomaterialov prispevajo k razvoju trajnostnih in stabilnih prehranskih sistemov in kakšni so tisti problemi, ki jih vi poskušate s svojimi raziskavami naslavljati? Hvala še z moje strani za povabilo. Torej, ja, da ta hrana pride na naš krožnik neoporečna, torej v obliki, da so zagotovljeni higienski standardi, da sproti ne oksidira in ne propade, je zelo pomembno, da imamo pravilno embalažo. Ta je nažalost zaenkrat najboljši material, ki ga poznamo, je plastika, ker je predvsem večnamenska in ustreza vsem tem standardom. Zgodi pa se, da potem ta plastika, ki našo hrano ščiti, na koncu konča v hrani. In sicer do tega lahko pride zaradi večjih razlogov. Eno je, da na svetu proizvedemo vedno več plastike. Naprimer, leta 2022 je bilo to 400 milijonov ton na globalni ravni, od tega pa je 40% šlo za pakiranje. To ni samo pakiranje za hrano, ampak tukaj padejo notri tudi za kozmetiko in pač take stvari. In samo 10% se zares reciklira. Obstaja pa tudi neke statistike, da je okrog 60% je pa končan na nekih deponijah oziroma v
nekontroliranih okoljih, kjer lahko potem pride na koncu do narave. Tako potem konča v morjih, v pitni vodi, ker večina čistilnih naprav ne zna izločiti mikroplastike. Potem recimo to aktivno blato iz čistilnih naprav se uporablja tudi za gnojila, konča na poljih in tako konča nazaj na našem krožniku. Našli so sledi mikroplastike v pitni vodi, v mleku, v piščančjem mesu, v ribah, pač praktično v vsem, kar zaužijemo. Druga opcija, da pa mikroplastika pride v našo prehrano, je pa kar direktno iz embalaže, v katero jo zavijemo, da jo v bistvu zaščitimo. In tako da na koncu ugotovimo, da plastika, torej embalaža, ki varuje hrano, nam jo hkrati tudi kontaminira. In mi si želimo z tega seveda izogniti, zato raziskujemo biopolimere, torej gradnike narave, ki bi lahko omogočali enako funkcijo kot konvencionalna plastika. Hvala lepa. Danes živimo v času, ko svetovne geopolitične napetosti in okoljske spremembe ustvarjajo negotovost, ki pomembno vpliva tudi na globalne prehranske verige in tudi lokalno kmetijstvo. In na kakšen način se čutijo ti vplivi in kako se kaže to na ravni Slovenije, doktorica Vinter-Mali? Ja, hvala. Mogoče bi začela z nekaj primeri, da konkretiziramo vaše vprašanje. Se pravi, v zadnjih letih smo se soočali z COVID-19. Takrat smo prvič se malo poglobili v definicijo prehranske varnosti, če to malo ilustriram. Prvič, ko sem študente spraševala, kaj je za njih prehranska varnost, so mi takrat v prvem lockdownu začeli naštevati, da to pomeni, da je na policah dovolj hrane. To je bilo v takratni moji 20-letni karieri prvič, da sem slišala ta odgovor. Prej je bila vedno na prvem mestu varnost hrane, ampak seveda bili smo pod vtisom nakupovanja toaletnega papirja, testenin in ostalega. Potem seveda žal moram spomniti na vojno v Ukrajini. Potem imamo živo v spominu ekstremne vremenske dogodke, poplave lanske. Se vsi živo spomnimo, kaj je to naredilo našim obdelovalnim površinam. Ampak takih dogodkov je seveda po svetu nešteto. Pa ne samo poplav, suš, požarov, vročinskih valov, neurij. In žal moram spomniti tudi na konflikt v Palestini. In vse to je v zadnjih letih zelo omajalo prehransko varnost. Čisto konkretno, na koncu verige so ostali tisti z najmanjšo kupno močjo, z najslabšim dostopom do hrane. Konkretno to pomeni, da po letu 2015 spet gledamo naraščanje števila lačnega prebivalstva in smo spet žal nazaj blizu 800 milijonov prebivalcev. In seveda to je povezano z nihanjem cen hrane. Če sem spet zelo konkretna, vojna v Ukrajini je pomenila skokovit porast cen hrane, najprej zaradi samega oviranega transporta hrane v svet. Spomnimo, Črno morje se je zaprlo za ladje z ukrajinskim žitom in povzročilo preplah po celem svetu. Pri čemer smo to sprejeli v gospodarsko razvitih državah z malo večjo sigurnostjo, da bomo že nekako prišli do hrane. Potem seveda je sledil dvig cen zaradi dviga cen gnojil, kar je bilo spet povezano z nestabilnostjo na trgu energentov. In vse to v končni fazi je rezultiralo v inflaciji in tako naprej. Skratka, danes je svet postal zelo kompleksen, predvsem pa danes se recimo bom še na en segment opozorila, na migracije.
Evropa se trenutno zelo veliko s tem vprašanjem ukvarja, ne? Ampak onkraj Sahare so milijoni in milijoni ljudi, ki imajo zaradi vsega naštetega ogroženo eksistenco, a ne? In tam se širi pas. Ne vem, če ste si kdaj prostorsko predstavljali, a ne, ampak čez celoten Sahel do Južnega Sudana, do Afriškega roga, onkraj Rdečega morja se širi na Arabski polotok, v Jemen, že leta v konfliktu, a ne, v vojni in potem naprej prek Perzijskega zaliva vse do Afganistana in potem še k temu dodamo vsa druga krizna žarišča, ki jih imamo. Večina lačnih po svetu živi ravno na teh območjih, torej na kriznih območjih, potem pa bi morali spet načeti zelo kompleksno vprašanje, a ne, zakaj pa je prišlo do kriznih območij. Trenutno imamo a ne, cel val v zadnjih 3-4 letih državnih udarov v Sahelu. Če si pogledate kazalnike, ne, na področju recimo indeks človekovega razvoja, socialne, ekonomske kazalnike, to so države, ki so na repu. In nezadovoljstvo vodi v konflikte, ukvarjamo se spet z državnimi udari, kot smo se 20 let nazaj, ko smo mislili, da smo že nekaj pustili za sabo, a ne? In seveda z množicami ljudi, ki živijo v eksistenčni stiski. In žal ne znam nekako pozitivno ne, zaključiti, tako da ja, svet je postal kompleksen in nepregleden in to absolutno vse vpliva na Slovenijo. Tudi slovenski kmet je čutil a ne, zvišanje cen gnojil, energije, to se je odrazilo v cenah naše hrane. Vsakič, ko gremo v trgovino, nas ne, rahlo presenetijo in pojem inflacija je postal zelo konkreten, ne, v naših žepih. Spet neka stvar, ki smo jo malo že pozabili pred 20 leti in tako je krog sklenjen. Mečkan dodatek še pač, kako bi rekel, profesionalna deformacija, ne, agrarnega ekonomista, ampak sam toliko vmes ob vsem tem, kar je Katja pač nam opisala, se je zgolj še nekaj. En velik, bom rekel, preobrat v mednarodni trgovini, v mednarodnih trgovinskih tokovih, ne, se pravi, kjer imamo naenkrat spet, bom rekel, vsaj 2 bloka, ne, in BRICS se pravi okrepil svoje medsebojno trgovanje in Evropa izgubila precej pomembnih svojih izvoznih trgov, ne vem, ali to nepovratno, zagotovo pa za precej dolgo časa. To je ena stvar, ali se je to napovedovalo, se je konec koncev, če gledamo tudi še mečkan nazaj, tamle od 2010 naprej vidimo ohlajanje globalizacije, tako da kako se je, se pravi, obseg trgovanja recimo za kmetijske proizvode se je zmanjšal zdaj že zadnjih toliko 15 let, ne. Ti ekstremni dogodki so pa seveda pospešili trendi, ki so verjetno malo, očitno malo neizbežni, ampak zdaj, ko je eskalirali, pa sploh. Samo to. Želiš še kaj dodati, doktorica? Dobro. Potem pa vprašanje za doktorja Žigo Maleka. Kakšni so torej v luči teh trenutnih globalnih napetosti potencialni prihodnji scenariji, tako za nek globalni prehranski sistem, kot tudi konkretno za Slovenijo, za slovenski prehranski sistem oziroma slovensko kmetijstvo? Pa če morda dodam na tem mestu še sledeče vprašanje za dr. Luko Juvančiča. Te nestabilnosti lahko, a ne, če se bomo na področju kmetijstva zanašali recimo na uvoz krme in končnih prehrambnih izdelkov, povzročajo številne prekinitve v dobavnih verigah, kar vpliva na dostopnost, na cene, ne nazadnje na kvaliteto živil in kako se spopasti torej s tem izzivom. Torej najprej dr. Žiga Malek. Ja, zdaj, mislim, da je bilo jasno iz vsega tega, kar smo zdaj slišali, da če dalje, jaz se ukvarjam z rabo tal in kar sem iz vseh teh debat razumel je, da če dalje več površin imamo, ki so podvržene raznim šokom, se pravi recimo vojnam, podnebnim spremembam, plastiki na poljih in iz mojega stališča moramo imeti sistem, kjer bomo lahko
rabili manj površja, ne pa več. Do zdaj smo ga čedalje več. In tu moram dodati, da intenzifikacija, vsa ta tehnološka vlaganja so drugače rešila na stotine tisoče hektarjev naravnih ekosistemov. Tukaj treba biti fair. Ampak smo prišli do točke, ko pa vemo, da je to druga možnost in ta možnost je dejansko, da gremo nek miselni preskok od, da moramo zagotoviti toliko litrov mleka na hektar, toliko ton kilogramov mesa na hektar, toliko ton koruze, pšenice, karkoli, da moramo iti proti količini hranil na hektar, kakršnakoli že ta hranila so. In jaz upam, da to ne bo neko laboratorijsko ali pa žuželke. Ker mi lahko, to je že dr. Ivančič malo nakazal, na hektar proizvedemo tudi v Sloveniji, ne rabimo uvažati avokada iz Mehike, Kenije, Čila in tako naprej, proizvedemo tudi v Sloveniji več recimo beljakovin, a pa ostalih hranil potrebnih za naše delovanje na manjši površini. Mi smo majhna država, precej več našega površja mi potrebujemo izven države, malo zaradi objektivnih razlogov, ker smo gorati, imamo 78% površine z omejenimi dejavniki, malo pa tudi zaradi našega trenutnega, bi rekel, tudi navad, ki niso nujno potrebe. To je treba razlikovati. Spet, tu ne velja to samo za Slovence, velja tudi za Evropejce, Američane, Avstralce, Argentince in tako naprej. In mislim, da je prišel čas, da mi res se malo povprašamo, kaj so te želje in kaj so naše potrebe. To velja tudi za vse ostale sektore. Recimo v prometu imamo izbiro iti na avtobus ali pa se usedeti v velikega 2,5-tonskega terenca, pri prehrani imamo pa na izbiro morda jesti joto ali pa en velik govej zrezek ali pa prašičji zrezek, se vseeno. Mi pa nekako tega nočemo narediti na neki visoki ravni. Še zmeraj govorimo o teh standardih, koliko moramo tega zagotoviti, se pravi, koliko svinjine, koliko perutnine, koliko govedine, mlečnih izdelkov in tako naprej, namesto da bi dejansko gledali na hranila. In se v svetovni znanstveni skupnosti to že čedalje bolj pojavlja, da gremo nekako študij, ki grejo preko hektarskega donosa in grejo dejansko v hranljivost določenega hektarja, je čedalje več. To je tudi relativno nov koncept, sploh zato, ker ga je enostavno tudi morda kombinirati lažje kombinirati tako hranljivost, kot pa tudi ostale ekosistemske storitve, ki jih dobimo od narave, recimo vzdrževanje vodnega cikla, formiranje novih tal, ker tla recimo niso obnovljiv vir, potem tudi skladiščenje ogljika je zdaj postalo zelo pomembno in tako naprej. In nekako lažje je, to so tudi pokazali te številni simulacijski modeli, s katerimi se jaz ukvarjam, lažje je nekako doseči optimalne rešitve, če želimo nahraniti prebivalstvo in varovati čim več okolja, celo na določenem območju, se pravi recimo v Sloveniji, kot pa reči, želimo točno toliko in toliko teh hranil, ker dokazano je, da prihaja do večjih teh konfliktov, tako prehranskih, okoljskih in pa tudi, ko zavidimo teh razno družbenih, geografsko, družbeno-ekonomskih in socioloških in tako naprej. Ja. Ja, to pa, nisem pozabil. Sam sem mislil, da je vmes kakšna še reakcija bila. Ja, odvisnost od uvožene krme. Zdaj, če gledamo, bom rekel, čist prevladujoče tipe kmetijskih gospodarstv v Sloveniji, je neka, v tem primeru pa bom rekel, kar malo srečna okoliščina, ob tej majhnosti in da ob tej majhnosti treba nekako potem tudi dovolj dodane vrednosti nekako ustvariti za, bom rekel, neko eksistenco na kmetiji. Ta okoliščina je, da precej krme pridelamo sami. Tako da, zdaj, če prej smo imeli v glavnem do zdaj na tapeti tole preživkovalce živinorejo, tukaj krmno bazo v pretežni meri, če tudi se jo kupujemo, ampak če bi prišlo do nekih resnih disrupcij, ne vidim nekih velikih težav za ta sektor, da bi samega sebe prehranil. Drugače je seveda to za zrnojedi, recimo temu tako, pri prašičih še ne toliko, zdaj vemo, pri proizvodnji perutnine smo kar precej močni, imamo pa lastnika, ki je iz evropske žitnice, tako da je pač vertikalno vpleten v en sistem, kjer je surovinska baza močna, kar se tiče žit, pa kar se tiče oljnic. Nasploh spet, pa da ne bo zdaj to en tak
Angleški temu rečejo complacency, ne, se pravi, da ne bo en tak, smo v taki srečni situaciji, ampak zaradi tega je naša odgovornost temu večja, ne, da smo v nekem sistemu preskrbe s hrano, ki je zelo se izkazal za robustnega. Se pravi, tista panika COVID, ne vem, če je trajala 2 tedna, ne, zelo prilagodljiv tudi na te velike globalne spremembe v trgovinskih tokovih, se, bom rekel, očitno ta sistem preskrbe s hrano, recimo temu zahodne poloble, precej dobro prilagaja. Zdaj pa, če gremo pa na Slovenijo, ne, se pravi, tudi brez učinkovitega lastnega sistema preskrbe s hrano zaenkrat, ampak zdaj vidimo, kako je stabilnost in kako pač je dolgi rok, ne vem, se meri v mesecih, ne v letih, ne, se te stvari lahko spremenijo. Se pravi, da bi imeli v Sloveniji nek stabilen, robusten sistem preskrbe s hrano, ki bi temeljil na močni agroživilski verigi, ne zgolj proizvodni surovin za hrano, hranil, ne, ampak tega, da slovenski potrošniki posegamo po hrani slovenskega porekla, no tukaj se nam pa zatika, ne. In vprašali ste me za rešitev in rešitev poznamo vsi. Kjerkoli v verigi bi vprašal, bi povedal isto. Premalo se povezujemo, premalo, se pravi, premajhna je lojalnost vseh. Od kmeta, ki prodaja svoje pitance, mleko, do živilsko-predelovalne industrije, ki kupuje pač prašičje meso na borzi, do trgovine, ki pravi, da sledi kupcu, ne. Kupci smo premalo patriotski, s vse tanjšo denarnico in okoliščina vsega je, da vsi najdemo neki izgovor, da vemo, kaj treba, ampak zdaj ta trenutek pa ne moremo, ne. V izhodišču se izkazuje tudi skozi tale naš čas tranzicije, da je ena stvar, pač, ki je ne uspemo vzpostaviti in ki jo lahko zavidamo in takim bolj stabilnim sistemom, ki so se gradili skozi desetletja, stoletja, ne, na takem zadružnem principu, je zaupanje. Tega ni, ne. In to na kratek rok nekako, bom rekel, vzpostaviti je težko. Zdaj tisto, kar ob takih priložnostih pa jaz akterjem nekako prav položiti na pač v misel je, da dobro, če se ne zaupamo, da je pogledati vsaj skupni interes, ne. Ali imamo kakšen skupni interes? Se pravi, ne vem, jaz mislim, da je stabilna dobava kakovostne surovine je interes živilsko-predelovalne industrije. Da je, bom rekel, odkup pod nekimi predvidljivimi pogoji interes kmetovalca. Da je zagotovitev hrane, kot jo želi potrošnik, interes trgovine, ne. In da bi v tem zelo racionalnem, nič emocionalnem, ne, zgolj iskanju teh skupnih interesov, jaz mislim, da bi naredili več dovolj motivov, da bi se močne vertikalno povezali. Vsaj kakšni sektori so boljši, kar se tega tiče, ne, recimo mleko se mi zdi, da je predvsej močnejši kot recimo sektor predelave mesa v Sloveniji. To zadevno, ne. Tako da, ja, država bi pa morala te, se pravi, te zaznane skupne interese dovolj hitro zaznavati in kot katalizator, bom rekel, spodbujati tiste prakse, ki so dobre za povezovanje verige. Zgolj to, da pač delimo denar ali s helikopterji ali kakorkoli boste temu rekli na hektar, to ne zadošča. Najlepša hvala. Doktorica Nives Ogrinc, globalna trgovina s hrano pa prinaša tudi tveganja za širjenje kontaminacije, pa tudi goljufij. In katera živila pa so najpogosteje predmet goljufij in o kakšnih goljufijah pravzaprav govorimo? Še vedno so največje goljufije na podlagi, bom rekla, pristnosti oljčnega olja. 5000 let po prvem, bom rekla, ko so začeli zaužiti in še vedno obstaja ta goljufija, ki je razširjena po celotnem svetu. Zdaj govorili smo tudi o mesu in tudi mesnimi izdelki, to je tudi o ribah in pa morskih sadežih in pa morskih izdelkih, potem mleko, mlečni izdelki, potem sledijo
sadni sokovi, sledijo začimbe, med in potem gremo navzdol. Zdaj, kakšne so te goljufije? Največ goljufij je na podlagi označevanja, to se pravi, da je živilo pravilno deklarirano in pravilno označeno, tudi geografsko poreklo in pa tudi, bom rekla, zelo pomembno je živilo pristno ali je sintetično, kar pomeni, da mu ni bilo nič dodano oziroma da so mu bile dodane nedeklarirane pa tudi neustrezne spojine ali pa bom rekla, ki so bile dodane v živilo. Zdaj prav na našem odseku in prav naša skupina se ukvarja s sledljivostjo in pristnostjo. Pri tem uporabljamo stabilne izotope lahkih elementov, ponavadi jih tudi kombiniramo z elementno sestavo, kjer ugotavljamo, a je bilo živilo pridelano v Sloveniji ali ne. Ugotavljamo tudi, ali je bilo konvencionalno pridelano, ali je bilo organsko pridelano in pa seveda, ali je pristno, se pravi, ali mu je bilo kaj dodano, ali je sintetično. Zdaj sam pristop stabilnih izotopov oziroma takega sistema sledljivosti ni tako enostaven, da samo zmeriš, kot sem prej rekla, pa imaš meje manjše pa večje, ampak zahteva kar drugačen pristop, se pravi, poleg razvoja metod zahteva vzpostavitev ustrezne podatkovne baze pristnih izdelkov in potem seveda statistično obdelavo in statistične modele, na podlagi katerega lahko potem ugotavljamo, ali je tisti izdelek, ki ga želimo preverjati, resnično avtentičen in če je resnično slovenskega porekla. To je seveda tak stand, bom rekla, tak fizikalni pristop, oziroma z metodami, se pa v zadnjem času uporabljajo tudi digitalni pristopi. Verjetno ste že slišali za blockchaine, to so v bistvu tehnologije podatkovnih blokov, pa tudi IoT oziroma Internet of Thinking, ne znam prevesti v slovenščino, sem poiskala, ampak žal nisem dobila ustreznega prevoda. Se pravi, da in potem se tudi, to so pač tele digitalni pristopi, se pa uporabljajo tudi genomski pristopi, pa mikrogenomski pristopi, ki jih seveda lahko tudi uporabljamo, vendar v tem primeru se bolj uporablja, bolj ugotavljamo vrsto oziroma kakšne so potvorbe glede na vrste. To je v glavnem. Pa, če govorimo nekako o pomenu tega, da jemo več recimo lokalne predelane hrane, kako ta živila, ki jih najdemo recimo na policah trgovskih, velikih trgovcev, na katerih piše pridelano doma, slovenska kakovost, slovenski izdelek, ali so ti izdelki res to, za kar se izrekajo, se pravi, so res slovenskega porekla, ali kakšna je zakonodaja pravzaprav na tem področju, no? Ali smo pogosto tudi zavedeni v tem smislu? Ja, v bistvu zakonodaje pravzaprav ni, da bi prav upoštevala naše, bom rekla, naš pristop, ampak sodelujemo z Upravo za varno hrano in veterinarstvo in varstvo rastlin in smo vzpostavili sistem za ugotavljanje porekla izbranih vrst sadja in zelenjave. In ponavadi je to recimo 30% zavajanja, bom rekla 30% vzorcev ponavadi ni pravilno deklariranih. Zdaj seveda tukaj ni nič narobe, recimo, da bi bilo to zdravstveno ogroženo, seveda, če je jabolko slovenskega porekla ali ne, ampak tukaj gre bolj za denarno ekonomsko goljufanje, čeprav recimo samo goljufanje lahko poteka, je lahko tudi zdravstveno ogroženo, recimo tak primer je bil v Španiji, ko so dodali oljčnemu olju denaturirano olje in je potem prišlo do masovnih, pač so ljudje zbolevali in pa tudi bom rekla, in tudi umirali in so imeli potem tudi trajne posledice. Takrat se je tudi začel vzpostavljati pravi sistem za ugotavljanje sledljivosti in potvor oljčnega olja. Tako da imamo na slovenskem tržišču te goljufije in ponavadi, čeprav je to res, bom rekla, omejeno na izbrane vrste sadja in zelenjave, bi rekla, da pri večini izdelkov pride do teh 30%. Tako da, ja. Imam to srečo, da podam mikrofon, potem si moram vzeti, ampak se mi pa zdi še ena stvar tukaj
jo je treba še izpostaviti v smislu porekla. Ne? Namreč, da imamo pa tudi seveda vtkano v našo zakonodajo, ne? In v pravila, recimo tudi izbrana kakovost Slovenija, mesni proizvodi, mlečni proizvodi, ne? Kjer smo se odločili partnerji v verigi, da je naš skupni interes, da bomo, se pravi, proizvod preden gre na trg, če tudi je, ne vem, svinjska noga porekla, ne vem, Litva, Madžarska, Nizozemska, ne, ga pridelamo pri nas v pršut, je kraški pršut, se pravi, za geografsko označbo, ne. Naša odločitev je legitimna, pri kupcu pa seveda to vzbuja neko zmedenost, ne, in sami prispevamo k temu, prej sem govoril o zaupanju, ne, da zdaj se to zaupanje nekako, ali pa ta, bom rekel, jasna slika, čista glede porekla zabriše, ne. To je tisto, o čemer jaz mislim, da bi se tudi morali večkrat vzdolž verige meniti, kaj je dolgoročni interes. Jaz verjamem, da je kratkoročen tak, ker surovine ni, ne, ampak na dolgi rok pa to ni zadeva, ki bi vse nas povezala, vključno z končnim kupcem, v nekem zaupanju in v nekem trdnem odnosu. O tem ste sicer že kar nekaj povedali, pa kljub samo, kako pomembna je torej v luči trajnostnih in stabilnih prehranskih sistemov lokalna hrana oziroma predvsem kratke dobavne verige, in imamo tukaj še kaj manevrskega prostora, morda za vpeljavo kakšnih inovativnih praks, tako na področju kmetijstva ali pa, ne vem, predelave hrane, v kakršnem koli smislu, dr. Juvančič. Bom hiter, tako še za koga drugega, ampak ja, kar se tiče teh lokalne hrane ali pa teh malih oskrbnih sistemov, tukaj se mi zdi, da je najbolj vitalen del recimo kmetijskega gospodarstva ali pa malih proizvajalcev, predelovalcev precej uspešen, ne, zalaga svoje, bom rekel, lokalne trge, tudi preko zelenih javnih naročil šole, čeprav tukaj je mečkam težava, sploh pri kakšnih okolici, kakšnih večjih mestnih občin, problem zagotavljanja dovoljšnih količin in dovolj širokega sortimana proizvodov. To se tudi rešuje z nekaterimi novimi kmetijskimi zadrugami, ki so specializirane za lokalno oskrbo. Tako da tukaj, se pravi, ta sistem 19. stoletja, malo doma, malo na tržnici, to nam gre, ne? Ampak pazite, se pravi, če gledamo pa prehranski sistem, je pa večji del tega, kako se prehranjujemo, ne, pa odkje pride naša hrana, pa je iz prodajnih formatov malo drugačnih super in hipermarketov. Tukaj sem pa že povedal, da tale naša veriga pa ne deluje najbolje. Doktor Žiga Malek, če nadaljujeva tukaj, koliko pa smo v Sloveniji zares samozadostni in ali je po vašem mnenju možno predelati vso hrano doma oziroma pretežno vso hrano doma? Vi opozarjate, da je potrebno pogledati na celotno predelovalno verigo, saj da smo s tako samooskrbo še vedno odvisni od različnih pretresov in podnebnih procesov. Ja, mene spet to zanima res bolj iz okoljskega stališča. Zdaj, morda ekonomsko gledano pa se je izkazalo, da je naš sistem bolj stabilen, ker smo pač del Evropske unije, že če se sam primerjam z Veliko Britanijo, vidimo, da imajo tam kar težave. Ampak ko jaz vsakič rad pogledam, odkot mi uvažamo hrano, potem pa pogledam recimo evropski zemljevid, kje so presežki dušika v tleh, fosforja, kako so onesnažene vode, in vidimo, da odkudar mi uvažamo hrano, to so med najbolj onesnaženimi območji Evrope zaradi kmetijstva. Mi radi poslušamo, naše kmetijstvo je na mali ravni, naši kmetje imajo nadpovprečno recimo poraščenost gozdovi, pa z drevesi, imamo, ne vem, 10krat manj krav v povprečju kot nizozemski kmet, kjer sem živel 8 let in tako naprej. Tako da to je vse res, ampak to pa ni to, kar imamo mi na krožniku. In jaz tudi rad pogledam, kako je to v letih, ko so malo odstopajo od nekega povprečja. Recimo, lani smo imeli poplave, pa smo brali, koliko je bilo uničenih recimo raznih krmil.
kako je recimo v sušnih letih, kako je, ko so sušna leta v Italiji in pri nas in recimo še v Španiji in tako meni zanima. Takrat se pa vidi, da smo pa malo več odvisni kot recimo neko 10-letno povprečje. In vse kaže, da bo takih let v prihodnosti čedalje več in tudi države okoli nas so se nekako zavedale, čeprav ne do take mere, kot bi si znanstveniki želeli, da bodo zmanjšali okoljske vplive, kar pomeni, da morda ne bo več tako enostavno dobiti tega prašičjega bedra iz Litve ali pa Poljske, kar je bilo preomenjeno, ali pa tudi Nizozemske. Sploh zato, ker ste videli, do kakšnih prav nasilnih protestov to lahko vodi. Jaz sem recimo na Nizozemskem, kjer ima recimo ena občina Ede, ki je velikosti Ljubljane, mislim, da ima 100.000 glav živine v eni občini. In so šli potem kmetje na ulico, kaj je prišlo do tega, da je treba zmanjšati število. So zažigali bale, po noči so trkali na vrata kmetijske ministrice in tako naprej. Bile so tudi, mislim, da so azbest na avtocesto vrgli 2 meseca nazaj. V glavnem, prišlo je do res takih neverjetno čustvenih situacij zaradi vladnih namer, da bodo zmanjšali vplive in tega zna biti po Evropi oziroma čedalje več, razen če se bo kje obrnil, pa se bo to dopuščal, kar pomeni, da ne bo več tako samoumevno, da dobimo po taki ceni in po takimi pogoji hrano. Je pa meni, recimo prej smo to začeli, ste prosili, če lahko kakšno anekdoto povem in ravno zadnje 2 tedna mi sploh ne gre ven z glave. Zdaj, jaz sem se veliko ukvarjal s študijami v Sredozemlju, z trajnimi nasadi, recimo z oljkami in vidimo, da zaradi podnebnih sprememb, zaradi podnebnih ekstremov je pridelava oljk v največjih recimo državah, kot je Španija, precej padla. In je cena olja precej zrasla in za tiste v tej sobi, kot jaz radi recimo jejo sardine v olju, olivnem, vidite, da jih je praktično nemogoče dobiti. So v sončničnem olju, v repičnem olju, v mešanici olj. Mislim, da sem v zadnjih 2 tednih, sem prav intenzivno to iskal, tudi poklicna deformacija, sem najdel samo eno konzervo z oljčnim oljem, pa še ta je imela zraven čili. Tako da, če ne marate pikantne hrane, potem to ni za vas. In to je že nek tak primer, da mogoče to, ne vem, slab primer, samo jaz osebno takih sardin ne kupujem s sončničnim oljem. In je nekaj, kar smo imeli do zdaj za samoumevno, to je bil še nek, bi lahko rekel, nek tak izdelek nižje. Ne vem, jaz se spomnim še moji starši v prejšnjem režimu, sardine v oljčnem olju so vedno bile, ali kakršenkoli, zdaj pa smo prišli do situacije, ko ni več. In to je morda nek izdelek, ki ga bo lahko nadomestiti, ampak kot sem rekel, če pa bo prišlo še do nadaljnih teh geopolitičnih težav, do nadaljnih podnebnih pretresov in do zvišanja okoljskih standardov, ne samo prehranskih, kot je gospa tukaj povedala, lahko pričakujemo, da bo težje dobiti to, tako količino in tak profil izdelkov, kot jih dobimo zdaj. Doktorica Nives Ogrinc, kako pomembna pa bi bila z vidika varnosti hrane samooskrba in lokalna pridelava in da vas vprašam še tako, je bolje kupovati z vidika varnosti hrane pri lokalnem kmetu, je hrana, ki jo kupimo pri lokalnem kmetu avtomatično tudi bolj zdrava od tiste iz recimo večjih prehranskih industrij nekje iz tujine? Težko bi rekla, da je bolj kvalitetna. Vsekakor pa sem jaz zagovornik lokalne prehrane oziroma tako da tudi z vidika sledljivosti lokalna hrana precej bolj lažje sledljiva, ker ima krajše dobavne verige, potem tudi se ne uporablja določenih kemikalij za shranjevanje pa za povečanje obstojnosti. Poleg tega tudi z vidika digitalnih tehnologij je to precej lažje. Poleg tega, če računamo ogljični odtis, je tudi nižji. Tako da jaz vsekakor zagovarjam v bistvu lokalno pridelavo. Mislim tudi, da v Sloveniji se premalo zavedamo, da bi v bistvu ohranili tole slovensko integriteto in tudi zaščitili naše izdelke, ker mislim, da imamo kar precej kvalitetnih in bom rekla kakovostnih izdelkov, ki jih je potrebno zaščititi, na katere smo ponosni. Hvala lepa. Doktorica Ana Oberlindner, vi se lotevate inovativnih pristopov k recikliranju. Na nek način uporabljate odpadne produkte za izdelavo embalaže. Katere vrste odpadkov pa se trenutno izkazujejo za najbolj primerne za uporabo v proizvodnji trajnostne embalaže in zakaj in kakšne so trenutne raziskave o biorazgradljivosti embalaž iz biopolimerov in kateri izzivi so recimo na tem področju? Ja. Idealno bi bilo, da bi imeli embalažo, ki v bistvu pride iz ostankov ali prehrambene industrije ali pa neke lesne biomase. In tudi na to se mi osredotočamo.
Recimo ena opcija za embalažo je, da je narejena iz hitozana. Hitozan pride iz hitina, ki je stranski produkt naprimer industrije rakcev, škampov in tako naprej. Druga opcija je celuloza, pride iz lignocelulozne biomase, najbolj pogost biopolimer na svetu in tudi lahko dostopen. Vsa ta embalaža bi bila biorazgradljiva, ampak v bistvu je problem, ker plastika je v bistvu super material, je večnamenski in zaščiti hrano pred vsemi temi zunanjimi vplivi, ki sem jih prej omenila. In je tudi zelo stabilna. Vsi te biopolimeri pa ne dosegajo takih standardov. Ali so preveč propustni za vodo, za zrak, ali prehitro razpadajo, ali potem ne razpadajo dovolj hitro. To je bil naprimer polimlečna kislina, ima podobne lastnosti kot plastika, ampak ni ravno najlažje kompostabilna, kar pa je nekako cilj takšne embalaže. Potem so tudi embalaže, se raziskuje embalaže na osnovi škroba, na osnovi sladkornega trsta, kar pa spet ni idealno, ker se seveda interferira z prehransko verigo, če se nočemo. Tako da v bistvu večina teh raziskav zaenkrat ostaja v laboratorijih in ne pridejo nekako na trg, kar je zelo škoda. Največji problem pa je predvsem v razvoju tehnologij. Torej, plastika ima že zelo dobro razvito tehnologijo, medtem ko te drugi materiali potrebujejo drugačne načine, torej drugačno sušenje, drugačna predelava, kar povzroča tudi visoko ceno. In ta cena je v bistvu, jaz mislim, največja ovira za dostop embalaže. Pa bi vas morda še nadaljevala z vami, pa bi vas vprašala, kakšen je torej, pravite, da nekako raziskave ostajajo v laboratoriju, kakšen pa je interes industrije, ali to pomeni, da interesa za enkrat ni za to vrstno embalažo in kako si recimo potem zamišljate prihodnost prehranskega sistema z vidika embalaže in nekih materialov, ki jih uporabljamo na tem področju. Pa morda dodam še vprašanje za doktorico Nives Ogrinc, da malo prihranimo pot našemu mikrofonu. Katere so tiste najnovejše tehnološke inovacije na vašem področju, ki lahko spremenijo prihodnost prehranske varnosti? Nekaj ste jih že omenili, morda še poveste kaj z vidika plazemskih tehnologij, čipov, senzorjev in tako naprej. Ja, drugače interes v industriji je, ravno zato, da so bolj zeleni v tem smislu, ampak naletijo na točno te težave, da oni že imajo postavljeno tehnologijo za, naprimer, proizvajajo neke plastične lončke oziroma vrečke in če bi želeli iti na embalažo, ki temelji popolnoma samo na biopolimerih, bi bilo to potrebno vse zamenjati. Potem obstajajo seveda neke embalaže, kjer dodajajo lahko bioplastiko, naprimer v 5%, ampak to zares ne reši problema. No, če nadaljujem tematiko, ki ste jo vi začela, jaz mislim, pri nas je zelo pomembna je pravzaprav valorizacija završkov hrane, recimo, jaz mislim, da so tudi ostali završki hrane, kot so recimo sadje pa zelenjava, so bogati z bioaktivnimi komponentami, ki jih seveda potem lahko vgradimo v pakirne materiale, da postane bolj aktivno, s tem se sicer bolj ukvarjam na biotehniški fakulteti. To je eden od naših pristopov. Tukaj se tudi, kot ste omenila, uporablja plazemska tehnologija predvsem za aktivacijo mest, da se ti, bom rekla, ti premazi bolje vežejo na pakirni material, ampak plazemske tehnologije se ne uporabljajo samo za pakirne materiale, ampak jih lahko uporabljamo za sterilizacijo semen in seveda, ker s tem povečamo kaljivost in pa tudi obstojnost, semen, ne potrebujemo toliko fitofarmacevtskih sredstev, to se v zadnjem času tudi dogaja, oziroma pač uporabljamo plazemske tehnologije v ta namen in seveda s tem zmanjšamo vnos pesticidov, fitofarmacevtskih sredstev v okolje, ki je tudi lahko problematično, ne samo hrana,
Potem zdaj z vidika sledljivosti, v našem primeru, ko se ukvarjamo s sledljivostjo, se v zadnjem času ukvarjamo z obdelavo podatkov na osnovi umetne inteligence. Prej sem omenila statistične modele, ki jih uporabljamo. No, zdaj bomo to malo razširili tudi na umetno inteligenco. Trenutno se res ukvarjamo s temi novimi pristopi sledljivosti, pa kot sem omenila, digitalnimi pristopi, ki jih lahko uporabljamo. Na odseku, mislim, na Inštitutu Jožef Stefan tudi bom rekla, bolj v povezavi s papirnimi materiali se ukvarjamo tudi z razvojem užitnih senzorjev, kar pomeni, da v bistvu, če ga pač damo na neko embalažo, je to seveda okolju veliko bolj prijazno. Ukvarjamo se pa tudi z užitnimi črtnimi kodami in tudi užitnimi delci, ki se jih lahko da v hrano, ki seveda so užitni. To je nekaj primerov, s katerimi se trenutno ukvarjam, mogoče bi še lahko kaj naštela, ampak mislim, da je to. Pa bom kar vrnila k vam mikrofon. Kaj je torej prednost teh tovrstnih novosti, inovacij? Recimo, prednost plazemske tehnologije, kot sem omenila, je to, da v bistvu izdelamo boljše pakirne materijale, kar aktivirajo mesta, ki lahko vežejo določene spojine, ki se potem ne migrirajo v hrano, ali pa da se uporabljajo, kot sem rekla, za sterilizacijo, zmanjšajo seveda tudi prisotnost gliv, s tem seveda zmanjšajo tudi prisotnost mikotoksinov. Potem užitni senzori pa so užitni, jih lahko pojemo, če se tako izražam, ali pa če uporabimo za biodegradacijo, seveda je zelo pomembno, da seveda lahko razpadejo in niso okolju, seveda so pri okolju bolj prijazni. Kar se pa tiče naše sledljivosti, je pa tako, da v bistvu lahko s takimi modeli, ki seveda, kot sem omenila, podatkovne baze pristnih vzorcev so izredno pomembne, če hočemo slediti vzorcem na nacionalni ravni, ampak z pomočjo umetne inteligence pa lahko seveda to bolj posplošimo na svetovnem nivoju, kar je seveda tudi prednost teh metod z tega vidika. Hvala lepa. Doktorica Katja Vinter-Mali, kako pomembno pa je oblikovanje bolj trajnostnih, naravnih, urbanih okolij, ki podpirajo tudi inovativne rešitve za urbano kmetijstvo in trajnostno preskrbo s hrano? In kakšne so te, bi morda lahko izpostavili tudi kakšen primer dobre prakse? Hvala lepa za to vprašanje, ki odpira pravzaprav eno čisto novo polje razprave. Zdaj kot geografinja vedno gledam, katere so gonilne sile zadaj za procesi, torej za povečanim povpraševanjem po hrani, s čimer se danes ukvarjamo. Torej prebivalstvo, število prebivalcev, rast potrošnje na prebivalcev, o tem smo že vse govorili, pa seveda tudi tehnološki vidik, od intenziviranja pridelave smo govorili do nekih sodobnih pristopov, kako zmanjšati pritiske na okolje, ampak zadaj je še en trend, ki je nekako skrit v tej enačbi in to je pa povečevanje števila in deleža mestnega prebivalstva. Ker smo v Sloveniji tako nekako pol na pol, se mogoče niti nismo tako pozorni na te trende, ampak v svetu smo trenutno nekje, bližamo se počasi 60% mestnega prebivalstva in hkrati to prebivalstvo porablja že po sedajnih ocenah tam do 70% vse hrane. Se pravi, naj ne zveni patetično, ko rečem, da so rešitve okoljskih problemov v prihodnosti prav v mestih, v ravnanih mest. In spet v neki povprečni, vsaj toliko, kolikor se pogovarjam z različnimi ljudmi, v predstavi povprečnega Slovenke je, da mesto pa proizvodnja hrane to ne gre skupaj, da je pač proizvodnja hrane nekaj, kar se odvija na podeželju in potem vedno znova preseneti podatek, najprej tako in tako, kje so meje mesta, torej definicije, pa pustimo to, da se v svetu 15 do 20% vse hrane pravzaprav proizvede v urbanih prostorih. In
več, ko govorimo, kolega Žiga je že prej omenil ekosistemske storitve, a ne, več, ko govorimo o ekosistemskih storitvah, ko se zavedamo ekosistemskih storitev, ki jih za nas upravljajo ekosistemi, tudi tisti v urbanem okolju, a ne, bolj postajamo tudi pozorni na to, kakšne imamo ekosisteme v urbanem okolju. In obdelovalne površine spadajo med zelene površine, torej površine, ki imajo številne ugodne multiplikativne učinke v mestih, od bogatenja ekosistemskih storitev, biotske pestrosti do seveda, ne vem, blaženja mestnega toplotnega otoka, do tega, da ljudi pomirjajo, da so to rekreacijske površine, skratka, 1001 funkcija, ne? In med drugim tudi seveda proizvodnja hrane. In ni treba iti daleč, tudi v slovenskih mestih imamo že mnoge prakse, a ne? Torej vrtičkarstvo je nekaj, tako se mi zdi, kar tradicionalno slovenskega, ampak potem tudi skupnostni vrtovi, pa potem vrtovi na strehah, pa trend, ki se krepi, ne, da vsi nekaj navdušeno gojimo tudi na balkonih in terasah, pa s tem mislim na sadje in zelenjavo, a ne, začimbe, skratka, ne, nisem želela v ilegalnih dejavnostih, skratka, ne, da očitno nas to zdaj zelo intrigira in prav je, ker na ta način tudi malo premoščamo ta prepad, ki je nastal med urbanim človekom in dojemanjem, kako pridemo do hrane, kakšna je proizvodna hrane. Pa spet ne želim špekulirati o vijoličnih kravah in tako naprej. Skratka, seveda, ne, pa tudi številne nove tehnologije, ki pa že prehajajo, ne, iz laboratorijev v širšo rabo, hidroponika, akvaponika, vertikalne kmetije, ne. Seveda, sama največkrat gledam z vidika okoljskih posledic, je treba biti tudi previden, ne. Če govorimo o vertikalnih kmetijah, se pravi v zaprtih prostorih, sliši se idealno, ne potrebujemo fitofarmacevtskih sredstev, a ne, sistemi se zapirajo, potrebujemo pač umetno svetlobo in tudi tukaj hektarski donosi naraščajo, a ne, ampak treba je pogledati tudi plat vnosov energije, a ne, tako da žal smo vedno nekje tukaj med porabo snovi in energije in učinki, a ne. Je pa seveda zame zelo pomembno, da se urbano prebivalstvo predvsem ozavesti, torej izobraževanje, ozaveščanje, prav če se vračam nazaj k tistemu, s čimer sem začela, a ne, torej da se zavedamo problema, da se zavedamo okoljskih vplivov, vse to, kar sta sogovornika in kar sta sogovornici govorili, a ne, se pravi, da navežemo mesta ponovno nazaj na njihova zaledja, ne, včasih sploh ni bilo druge izbire, če gremo 200-300 let nazaj, mesto je delovalo z svojim zaledjem, iz katerega se je oskrbovalo, ne, promet, transport je to spremenil. Zdaj se navezujemo nazaj, se pravi kratke verige, lokalna oskrba, ne, sezonska hrana in kot rečeno, zelo pomembno, upravlja pa urbano kmetijstvo ali pa urbana pridelava hrane, socialne, ekonomske in okoljske funkcije, ne. Ljudem je to, se pravi, tudi hkrati način preživljanja prostega časa, če ne govorimo o tržnih kmetijah, pač v urbanem okolju, a ne, ampak recimo v vrtičkarstvu, pridelava lastne hrane, se pravi razbremenjevanje družinskega proračuna, stik z naravo, rekreacija, druženje, skratka številni učinki, okoljski plusi, če le, ne, je ta pridelava racionalna in torej kot rečeno, ekonomski, a ne. Tako da, če bomo šli v pravo smer, zna biti od tega veliko koristi. Najlepša hvala. Doktor Žiga Malek, morda tudi z vaše strani kakšen komentar na vlogo mest, na to pa me zanima,
kakšni pa so neki sistemski in nadnacionalni ukrepi, ki jih potrebujemo za bolj trajnostne, stabilne sisteme v prihodnosti, katere so recimo strategije za prilagoditev kmetijskih praks podnebnim spremembam, da se zagotovi ta kontinuiteta pridelave? Zdaj, jaz ne bi odgovoril o kontinuiteti pridelave, ampak mogoče v smislu, da še zmeraj se lahko prideluje, pa hkrati z manjšim vplivom na okolje, da bolj ohranimo tla, da bomo imeli manjše izpuste, manj onesnažene vode in tako naprej, ker vse to se na koncu tudi vrača v neko boljše kmetijske izdelke oziroma bolj stabilne donose, če tudi nižje. Jaz sem začel svojo nekako profesionalno pot s študiranjem teh novih tehnoloških rešitev in strategij od najbolj naprednih sistemov namakanja, preciznega kmetijstva, podprto z umetno inteligenco, ne vem kaj. In če dalje bolj vse te študije so kazale, da ko se primerja različne tehnologije, pa tudi neke bolj sonaravne ukrepe, pa samo ekološko kmetijstvo in tako naprej, da je to vse skupaj nekaj ravni, ima nižje učinke, sploh glede na vložene evre ali pa dolarje ali pa juane, karkoli, kot pa sprememba prehranjevalnih navad. Zdaj, če mi dosežemo z neko tehnologijo, da je 20% bolj učinkovita glede na porabo vode ali pa da ima 10% više donose, pri čemer moramo vedeti, da so donosi v Evropi, ZDA, že skoraj, kako bi rekel, smo zaprli to razliko med teoretično možnim in doseženim donosom. Tu ne govorimo zdaj o neki podsaharski Afriki, kjer so še velike možnosti. Se pravi, govorimo o nekih marginalnih izboljšavah, o marginalnih vplivih, zmanjšanih vplivih na okolje, recimo 10% zmanjšana, kot sem že omenil, poraba vode, manjša onesnaženost. Potem pa pridemo naproti z neko spremembo prehranjevalnih navad, ki gre pa morda za nekaj ravni više izboljšave, sploh zato, ker razen nekega izobraževanja, morda tudi kampanj oglaševalskih in tako naprej. In pa seveda tudi neke tehnološke ukrepe, ker bo treba drugačne izdelke izdelovati. Pridemo do precej večjih, na nekaj ravni večjih izboljšanih, kako bi rekel, sinergij, vse to, kar sem omenil, in ekonomsko, in okoljsko. Tudi pokazal se je, da bi dejansko potrebovali več kmetij v Evropi, kot če gremo naprej proti neki konsolidaciji velikih farm, kar se še vedno dogaja, recimo v zahodni Evropi, da imamo manj velikih farm, pa so te čedalje večje. Tako da to bi jaz rekel, da je največji ukrep, sploh zato, ker jaz tudi rad pogledam, kaj je nekako največ trn v peti trenutnemu statusu quo. Prije kakšna tehnologija, pa se trenutni, bi rekel, največji igralci otepajo, ali prije neka nova politika, pa se trenutni največji igralci otepajo in vidim, da se najbolj otepajo razno te zmanjšane porabe. In mi tukaj ne govorimo, včasih se malo zamenjuje, da je to neka svobodna podjetniška izbira. Jaz gledam na prehranski sistem kot neko javno dobro, konec koncev ga tudi financiramo vsi skupaj prek javnih sredstev oziroma sofinanciramo. In nadaljna študija kolegov iz Univerze v Leidenu je pokazala, da 12% vseh teh sredstev evropskih davkoplačevalcev gre v izvoz in to so večinoma izdelki, kot so vino, dragi francoski siri, izdelki visoko dodano vrednostjo in to je spet nekaj, vedno poslušamo, da se gre za prehransko varnost. To menim ravno zato, ker ravno včeraj se je spet dosegel ne vem kaj že nasprotje napredka, se opravičujem, na višji politični ravni, ko se je dovolilo dodatno poseganje v neke travniške ekosisteme v Evropi pod pretvezo prehranske varnosti, pri čemer jaz mislim, da je precej alarmizma na tem področju. Tako da jaz mislim, da se opravičujem za to zdaj dolgovezenje, ampak prihodnost jaz upam, da bo precej bolj dolgočasna, kot mi vsi mislimo, da bo manj vertikalnega kmetijstva, da bo manj nekih dronov, ki bodo naredzovali poljščine, ampak da bomo preprosto jedli bolj raznoliko, jedli, ne vem, v Sloveniji več kaše spet, recimo, kot pa laboratorijsko meso in tako naprej. Doktor Juvančič, kakšne specifične ukrepe pa bi morala recimo Slovenija sprejeti, da bi se učinkovito spopadla z globalnimi izzivi, okoljskimi in takšnimi in drugačnimi izzivi? Kje smo že dobri po vašem mnenju in kje smo recimo popolnoma pogoreli oziroma gremo v popolnoma napačno smer? Slovenci smo že dobri, da vsak zna poskrbeti zase. Manj nam gre dobro tam, kjer imamo neke bolj skupinske
da ne rečem, ali pa kot družba, da najdemo neke optimalne rešitve. To je enako, sej, pa ne govorim verjetno samo o prehranskem sistemu, ne, ampak dajmo se omejiti na to. Ja, in ja, v ekonomiji temu rečemo risk management. Ne, se pravi, za začetek, se pravi, kmetijska predelava se odvija na prostem, govorili smo že o vseh tegobah, ki smo si jih sami tudi v neki meri prizadevali za pač klimatskimi spremembami, intenzivnimi vremenskimi pojavi. Torej vsako leto vsaj enkrat ali večkrat na isti lokaciji neki ekstremni dogodki, ki naše posevke, naše nasade poškodujejo. Potem je tukaj velika nihanja, bilo prej govora, ne, kar je pač čist značilnost, pa ne bom zdaj o elastičnostih ponudbe in povpraševanja govoril, memika pa ne bom. Ampak teh tveganj je že v prvi fazi, se pravi te verige preskrbe s hrano, veliko. Ne. Zdaj, ali se s tem, ja, zdaj, prej sem rekel, sami zase poskrbimo, pa še to, bom rekel, da je tega v Sloveniji premalo, zdajle poplave zadnjega, se pravi poletja in zdaj velika jeza, seveda tudi kmetov, ker niso dobili še škode izplačane danes, se pravi pač maja, za avgustovske poplave. To se nam pojavlja, ta vzorec se nam pojavlja vsako leto, za vsako večjo škodo, kot jo imamo. Kaj se dogaja? Ob tem, da, ja, če gremo na tele čist proizvodne škode v kmetijstvu, imamo pač nek sistem, se pravi izplačilo odškodnin po naravnih nesrečah, po zakonodaji z tega področja, ki preprosto izriva vse druge, bom rekel, racionalne poteze, ki bi jih bilo treba narediti prej. Sej, nekaj je, se pravi, prva zagotovo in ta individualna je preventiva, ne, namakanje in so oroševanje in zaščitne mreže in podobno. Nekaj od tega je, kolikor pač stroški ali pa cenovno stroškovno razmerje na kmetiji prenesejo, ne. Nekaj pridoda zraven država, lahko bi več, ampak potem imamo tukaj, bom rekel, čist skupinske strategije. Tukaj čist kaj, dolgoročno pogodbeno povezovanje je, če hočete, na nek način eden, tudi tvoj kupec pravzaprav, tvoja cenovna tveganja pravzaprav jih, ne bom rekel, prevzame, ampak se ta tveganja razpršijo. Če hočete, gre za neko empatijo po verigi, zaradi skupnega interesa, nobenih čustev, še enkrat. Ne. Tako da ta zadeva nam manjka zavarovanja, ne zaživijo, ker se vsi zanašamo na podporo, ki pride pozno, ki je izplačena v 10 do maksimalno 20% obsegu, ampak ta psihološki moment bo država poskrbela. Ne, jaz bom zase, kolikor bo mogel, ostalo pa že država. Ne. In pač tukaj v tem krogu se vrtimo, da nekako sistemsko teh tveganj ne razrešujemo, kot bi morali. Spet bom rekel, v teoriji so nam stvari zelo jasne, v praksi najdemo tisoč in en izgovor, vsak na svojem nivoju, da tega ne začnemo delati. Najlepša hvala. Za konec pa preden predam še besedo občinstvu, bi kar vsem zastavila podobno vprašanje oziroma vas prosila za neke zaključne misli, jaz pa vam dam par iztočnic v obliki vprašanja. Torej, katere spremembe v recimo prehrambenih navadah, tudi življenjskih slogih bi morali narediti, da se nekaj spremeni in ali smo ljudje na to pripravljeni pristati? Kako torej poskrbeti, da z lastnimi prehranskimi navadami in proizvodnim sistemom ne izvažamo problemov drugam? Tako kot ste rekli, dr. Juvančič, uvažamo avokado, probleme pa izvažamo ven iz Slovenije. In ali opažate, da se recimo to z novimi generacijami tudi spreminja? Pa predlagam, da gremo kar po vrsti. Začeli bomo z doktorico Katjo Vinter-Mali. Hvala. Jaz bom začela pa pri zadnjem vprašanju, ki ste ga izpostavili, to je, kako je pri mlajših generacijah. Pa ker sem prej govorila, torej na začetku nekaj malega o ekološkem odtisu, pa bi se navezala na kolega Žigo, ki je omenjal spremembo navad, prehranjevalnih navad.
In ker ste uvodoma povedali, da od danes naprej živimo na kredit, ekološki pač in to gre na ta račun posledic naših ravnanj v drugih državah. Smo se z našimi študentkami in študenti nekaj let zapored igrali z pripravo ozaveščevalnih kampanj, kako zmanjševati ekološki vtis. In tudi sami študenti in študentke so se ujeli v eksperiment, kajti uporabljali smo zelo poljudno orodje, kalkulator ekološkega vtisa in smo se igrali tako, najprej izračunajte svoj ekološki vtis, se pravi ekološki odtis vaših mobilnostnih navad, vašega prehranjevanja, vaše rabe blaga in storitev, vaš ogljični vtis, skratka. Potem pa po razpravi, ko smo ozavestili izračune, kaj ste pripravljeni storiti, spremeniti v svojem življenju, kaj se vam zdi še sprejemljivo, nič drastičnega. In so šli ponovno izračunavati, torej po to predpostavko svoj ekološki vtis, večinoma so ga seveda znižali v teoriji. Potem pa čez nekaj mesecev smo jih povprašali, ko niso čutili več nobene moralne obveze do predmeta, do česarkoli, čisto sproščeno, in to raziskavo smo ponovili par let zapored, če so zaradi tega, ker so ozavestili svoj ekološki vtis v svojem življenju, karkoli spremenili. Iskreno povedano, bila bi zadovoljna, če bi samo majhen odstotek odgovoril, da da. In presenečena, da je več kot polovica poročala o tem, da so v svojem življenju uvedli neko konkretno spremembo. Zelo mi je žal, da jih nismo spraševali kakšno. Potem pa smo jih povprašali tudi, ali bi bili na posameznih področjih spremeniti svoj način obnašanja ali ne v prihodnosti. In zanimivo, večina jih je bila pripravljenih uvesti spremembe na mobilnostnem področju, tudi pri nakupu blaga in pri storitvah, čeprav pri storitvah niso bili najbolj prepričani, kaj to obsega. Pri bivališčih ne, kajti šlo je za študentsko populacijo, ki nima vpliva pač v tem življenjskem obdobju na to, kje živi. Pri hrani je bilo pa zanimivo. Pri hrani pa polovica da, absolutno da in polovica absolutno ne. In to je bila kategorija, kjer se je večina, torej odgovor ni bil obvezen, ker je bilo tudi to del taktike. Torej pri ostalih kategorijah so se nekateri izognili odgovoru, pri hrani se jih je opredelilo 99%. Se pravi, imamo opravka s področjem, kjer smo vsi intimno kar globoko opredeljeni oziroma že imamo neka močna stališča, ki jih je malo težje spreobrniti. In jaz mislim, da je kolega Žiga na to ciljal, ko je govoril o spremembah prehranjevalnih navad, kako težko jih je naslavljati, zelo veliko je občutka ogroženosti, tako pri proizvajalcih, to izkušnjo tudi imamo z slovenskimi proizvajalci, če samo se omeni, da bi morali biti bolj zmerni pri porabi mesa, je že to, potem gre interpretacija v smeri, ki ste vi rekli, torej omejevanje živinoreje, zmanjševanje živinoreje in tudi pri nas, ki se prehranjujemo. Tako da gre kar za težko problematiko in zato sem prej toliko govorila o pomenu ozaveščanja, izobraževanja, skratka, spreminjanja stališč, da bomo v zadnjem koraku spremenili tudi obnašanje. Ja, zdaj najprej optimistični del. Optimisti smo seveda tam pri naših otrokih. Jaz tukaj vidim vendarle, da
kako bi rekel, če smo že mi večkrat brezupna generacija z zelo zakorenjenimi pač nekimi vzorci, ne. Tja še pridem, kako bom te vzorce popravljal, ampak tukaj vidim, pač to so, če gledam, da najmanjšega svojega, to so otroci rojeni v, bom rekel, obdobju, ko je kriza na krizo na krizo, ne. Ni več, se pravi, nekega zelo pričakovan od prihodnosti, kako bo vedno vse bolje in ves čas tudi se nekako ukorenini ta negotovost, ne. In po drugi strani tudi večja skrb za družbeno, bom rekel, pomembno vprašanje, pa da so kakšne zadeve prevelike, da bi jih reševal sam. Se mi zdi, da imajo to zadevo, se pravi, da imajo to razsežnost bolj razvito kot mi. Nam je zakrnela. Tako da k temu potem še pomagajo določene zadeve, da bomo tudi kakšno stvar pohvalili, ne, ki se jih gremo dolgoročno, od šolskih vrtičkov, tam, kjer se je to še nekako ohranilo, urbano kmetijstvo, kaj dela, naš odnos do hrane, pravzaprav ga obnavlja, ne, in izboljšuje, potem slovenski zajtrk, nič kot ga ne bilo, če bi še kdaj kaj drugega kot med dobil, ampak dober. Ja, optimističen del. Kar se tiče nas, se lahko sami vprašamo, pa ne samo za hrano, kdaj smo korenito spremenili neke naše ukoreninjene vzorce za hrano v red. Če se ni zgodil nekaj dramatičnega v našem življenju, nismo. Ne. Tukaj, se pravi pri hrani, jaz mislim, da če se nič ne spremeni, potem smo, ja, ne spremenimo, sicer pa bomo oportunistično tudi kdaj na kašo prešaltali, če bo treba. Zdaj, en del, ki se mi zdi, pač je zelo, kako bi rekel, tak, boste rekli, zelo top-down, ne, ampak prej začel, mislim, da sem z skritimi stroški hrane, ne, ki niso vključeni v ceno hrane. Sej v Evropi zdaj pri železu, pri cementu recimo, to že nekako testiramo, ne, na svetovni, bom rekel, trgovinski areni, se pravi, kaj je CBAM, ne, Carbon Border Adjustment Mechanism, ne. Nekaj podobnega, se pravi, da tiste prakse, tiste artikle, ki so razsipni v smislu netrajnostne rabe virov, ki izvažajo neke družbene stroške, se pravi, naše ugodje, se pravi, vzamemo stroške, pač izvozimo preko oceana, da bi bila ta zadeva tudi ugrajena v ceno hrane, potem nam bo naenkrat tudi kaša mogoče malo bolj zadišala. Jaz sem po naravi optimist, zato bom nadaljevala z optimističnim delom. Jaz mislim, da je zelo pomembno, da se je, in bom tudi zelo kratka, mislim, da je zelo pomembno, da jemo uravnoteženo prehrano, po možnosti slovenskega porekla in vidim, da tudi mlajše generacije se bodo s tem strinjale, kar je zelo v redu. Jaz že vem, da ta kaša me bo zdaj preganjala non-stop. Zdaj bo v debelih napisano na STA, tako da mogo bi biti tiho. Jaz po eni strani, zdaj če gledamo številke pa študije, vidimo, da je več ljudi, ki so dejansko v Evropi, ki so izboljšali, da ne bom zdaj subjektiven, ki so spremenili svojo prehrano do te mere, da uživajo več živil rastlinskega izvora in uživajo manj mesa. Se pa ne izraža ta enak odstotek v dejanski količini porabljenega mesa. Zakaj ne? Ker smo, jaz bi kar rekel, ujetniki nekega odstotka prebivalstva, in to, ki tega noče spremeniti ali pa gre v kontrasmer, žal tudi med mladimi. In pogosto je to velika presečna množica med tistimi, ki radi vozijo velike avtomobile, kurijo doma drva, potujejo daleč in tako naprej in dobivajo informacije iz sumljivih virov, se pravi ne takih, kot si je Berners-Lee zadal, ko je izumil internet pravzaprav. Tako da nisem čisto prepričan, da gremo v ta pravo smer. Ne moramo kar zdaj računati, da bodo mladi sami od sebe rešili, ker ta sistem, ker mislim, da moramo mi seveda pri tem pomagati, tako bi jaz rekel. Ja, meni se tudi zdi, da so te spremembe prehranjevanja kar trdovraten problem, ampak ja, jaz sem zagovornica rastlinske prehrane, zelo. Kar se pa embalaže recimo tiče, kar je bila moja tematika, danes je pa vsak se mora zavedati, da nekaj lahko naredi s tem, da
se izogibamo, uporabljamo vrečke. Moramo pa tudi vedeti, da enkrat, ko v to embalažo kupimo, je zelo malo možnosti, da bo reciklirana, ampak pač bo nekje obstala in mogoče to zavedanje potem pride do dejanskega drugačnega obnašanja. Hvala lepa vsem za vaše zaključne misli. Zdaj bi pa besedo predala občinstvu, če se je v tem času slučajno pojavilo kakšno vprašanje. Lahko dvignete roko, pa bo mikrofon pripotoval do vas. Aha, tamle zadaj imamo vprašanje. Kaj je jedilni senzor? Ja, sem se potem, kasneje sem v bistvu ugotovila, da sem pozabila povedati, kaj to sploh je. To je v bistvu senzor, recimo, ki se lahko uporablja na embalaži, kjer lahko spremljaš kakovost, recimo pH, kakšna je temperatura, kako se je spremenila seveda sestava, glede na fizikalne parametre. In ga potem, ponavadi je bom rekla, del pakirnega materijala. Lahko se pa uporablja tudi, tu so pa, bom rekla, užitne kode, ki se jih pa lahko tudi da v samo živilo. Ampak to so prvi zametki, prve raziskave tega na področju zdravstva in zdravil je to že precej razvito, na področju živilstva pa še ne. Tako da so to zdaj prvi zametki, s katerimi se ukvarjamo. Ja, podobno kot barkode, ja, ampak tele kode so v bistvu iz užitnih materialov. Recimo iz, ne vem, bom rekla iz sladkorja, recimo. Ampak niso, ne, mislim, mora biti seveda te kode, mora imeti tudi določene lastnosti in ki jih seveda izdelujejo, ne. Tako da, ja. Kaj več si lahko pogledate na spletno stran skupine Matjaža Humarja, ki je tudi naš ERC, v bistvu dobitnik, tako da tam se s temi raziskavami ukvarjajo. Aha, tamle še eno. Ja, še eno vprašanje imam glede tega, zakaj recimo, ko ste govorili gospa Katja, o tem, da mladi, oziroma da je bilo 50% mladih, ki je reklo, da jaz pa ne bi spremenil svojih prehranskih navad. Pa omenili ste to, da se počutijo ogroženi, oziroma da se njihove prehranjevalne navade počutijo ogrožene. Kaj bi bilo, mislim, zdaj, to je zelo velik procent ljudi, ki nekako nič ne želi narediti, oziroma kaj bi pa pol za teh 50%, pač sam rečemo, ok, to je pač, nič ne moramo narediti, ali je vsem kaj, kar bi lahko nekako, ne da zdaj bomo usilili, da bo treba nekaj narediti, da bojo nekaj mogli narediti, ampak tako, kako bi se jim lahko poleg recimo ozaveščanja še lahko predstavili to situacijo, da bi pa vsem mogoče se jih vzpodbudili, da bi pa nekaj naredili. Najlepša hvala. Vprašanje za $1 milijon ali več, ker imamo takšno inflacijo. Torej, mi nismo naprej raziskovali stališča teh, ki so tam na hitro odgovorili, da niso pripravljeni spremeniti. Očitno vsaj ne v teh okoliščinah, v katerih so živeli. Še enkrat bi poudarila, da so bili to študenti in študentke, da to naslavlja tudi vprašanje študentske prehrane, kakšne so možnosti študentov, kakšna je ponudba pri bonih, ki so, torej na katere so navezani in tako naprej. Jaz sem v življenju pač do konca optimistka in vam moram povedati, da opažam zelo velik napredek pri mladih, glede najprej samega znanja, ozaveščenosti, že ko pridejo na študij, koliko se teh tem že obravnava na predhodnih ravneh izobraževanja. Jaz mislim, da mladi ne potrebujejo nobenega pridiganja, vsiljevanja vzorcev. Opravka imamo, jaz vedno gledam na mlade kot na bodoče voditelje, na bodoče odločevalce.
in zaupam, da se bodo znali na podlagi argumentov pametno odločiti. In na nas je, da posredujemo dobre prakse, da vidijo, da če tudi v njihovem življenjskem okolju niso zaznali takšnih praks, da obstajajo pozitivne zgodbe, da pogledamo, kaj se lahko na njih naučimo, v kakšne okoliščine so prenosljive. In jaz mislim, da je to tisto, kar jih lahko kar lahko spremeni tudi njihovo obnašanje. Naše odločitve niso vedno racionalne, so tudi čustvene, torej okoliščine se spreminjajo. Ne želimo, da so mladi prestrašeni, da so obupani, ne želimo jih torej strašiti s podnebnimi spremembami, ampak predvsem usmerjati v iskanje rešitev in kot rečeno, do konca optimistka, da se bo premaknilo, ker vidim napredek. Ni pa čez noč, absolutno ne. Hvala. Žiga, jaz če bi vas citiral, vas ne bi na kaši, ampak na tem, da upate, da bo prihodnost dolgočasna. Zdaj, kako pol opisati vlogo znanstvenikov, raziskovalcev, pa tudi inženirjev? Če po vašem mnenju v bistvu vlagati čas, denar, energijo v tehnološke rešitve ni toliko smiselno, kaj ne naredimo vsi mi, ki smo v teh smereh? Tukaj imel sem eno časa, zato včasih ne uspem povedati vsega do konca. Vsi ti ukrepi in inženirje bomo še kako rabili. Težava pa je, ker mislim, da denar pogosto za napačno stvar, hkrati pa recimo za zmanjšanje porabe ga pa ni, ali pa je to bolj simbolično. Zdaj, če na primer povem, v Evropi teh študij ni bilo žal, pa tudi v Sloveniji ne, ampak v ZDA so naredili študijo, kdo sploh je govedino, ki ima nekako največji okoljski vtis. In so ugotovili, da 12% prebivalstva poje polovico vse govedine. Se pravi, če bi mi teh 12% malo obremenili, da bi oni polovico manj pojedli, bi že za četrt zmanjšali porabo govedine v ZDA, ki je ena največjih porabnic, mislim, da je še zmeraj največja, kljub kitajski porabnice govedine, in kar pomeni, da bi globalna in ameriška skupnost bi neverjetno profitirala, če bi teh 12% ljudi jedli polovico manj govedine in bi še vedno jedli nadpovprečno za ZDA. Pa vsi vemo, da so ZDA nadpovprečne pri porabi, pri potrošnji rdečega mesa. Ja, in nima pa smisla, da pa mi zdaj vlagamo istočasno, oziroma ne istočasno je, ampak nima pa smisla, da samo vlagamo denar in se pravi vsa sredstva, trud, ure, ki jih preživljajo inženirji in inženirke, pa doktori in doktorice znanosti, da bomo umilili ta vpliv, da bomo dobili nove vire za pridelavo krmo, da bomo še posegali nadaljne na neke naravne ali pa sonaravne ekosisteme, da bomo vzdrževali tak način prebivalstva, ker ni naloga znanosti, da bo zdaj vsaki želji pa ustregla, ker potem pa lahko to prenesemo na čisto vse vidike našega življenja. Potem pa lahko damo nazaj kajenje v zaprte prostore, tudi med drugim, pa ukinemo omejitve, tudi mimo osnovnih šol, ker ja, mogoče so to malo slabe analogije, ampak logika je pa ista, ker ne zavedamo se, da tu večinsko prebivalstvo ne bo občutil teh sprememb in zato je upam, da ta sprememba dolgočasna, tudi dolgočasna v smislu, da ne bo več takih poletij, kot so bila zadnja leta, suša pa ekstremne poplave pa neurja. Moja hčerka je 2 meseca risala neurje non-stop v vrtcu vsak dan, ker otroci si to zapomnijo, tako da tudi dolgočasno v smislu, da bomo živeli neka bolj predvidljiva življenja, in da bojo bolj vznemirjajoča z drugih vidikov, kot pa to, da bomo jedli sintetično laboratorijsko meso, pa ne vem kaj vse. Je pa tudi malo to realizem, ker malo pogledamo okoli sebe, vidim, da v Sloveniji se že 40 let dajemo z namakalnimi sistemi, pa zdaj pravimo, da moramo izboljšati namakanje pa vse to, še tega obstoječega nam ne rata. V severni Italiji, kjer imajo najrazvitejše namakalne sisteme, pa pač reka Pad bila suha 2 leti nazaj in jim niso čisto nič pomagali, kar pomeni, da je vsakršno novo vlaganje v to lahko tudi preč vržen denar, sploh zato, ker lahko istočasno dosežeš z manjšimi vlaganji takoj nek učinek, ne pa da čakaš 20 let, recimo. Z tega stališča je to. Še kakšno vprašanje morda v publiki?
Če ne, pa bi se lepo zahvalila našim gostom, da ste sodelovali v tej odlični razpravi. Hvala vsem za vaše uvide, razmisleke. Hvala pa tudi publiki, da ste bili z nami, da ste nas spremljali, pa lep dan še naprej. Hvala.